Pozdravljeni, z vami sem Inka Gantar in danes praznujem. Imela sem rojstni dan in v zahvalo za vso podporo, za vse, kar na koncu koncev prejemam od vas. A veste, ker vsak tok je, daš, dobiš, daš, dobiš. Vedno grejo na ta način stvari in glede na to, da res prejemam obilje, zahvalo, vam podarjam zdaj v poletnih mesecih, se pravi julij in avgust, zraven en kamenček za srečo. Se pravi, to so kristali, ki sicer jih lahko dobite pri meni na spletni strani kot komplet za kristalov za vodo, ampak v glavnem pri vsakem naročilu, ne glede na to, kaj boste naročili, dobite še en kristalček za povrh. In tukaj imam tigrovo oko. Tigrovo oko je povezan, to je kristal, ki je povezan s solarnim pleksusom in vpliva na osebno moč, na to, da se bolj samozavestno izražamo. Potem roževec je povezan s čakro tretjega očesa, povezan tudi z srčno čakro, ampak predvsem čakra tretjega očesa, kronska čakra, in deluje na to, da se nam poveča jasnost, intuicija, tudi osebna zaščita. Potem je tukaj lapis lazuri. Lapis lazuri je kamen izražanja, grlena čakra. Grlena čakra, ki je v povezavi seveda izražanjem naše resnice in da mirno povemo svojo resnico, ne da drugim skačemo v glavo. Potem imam tukaj ametist. Ametist je povezan s temi čakrami tukaj na vrhu, se pravi, povezan je z intuicijo, z božanskim, s kreacijo. No in zraven vam bom dodala list. Tole je sicer spisala Martina Črešnik, moja prijateljica, in je to dobro napisano, da dejansko bom to dala zraven. In no, recimo tukaj, ametist je kristal duhovnih vibracij in je kot tak primeren za meditacijo. Eliksir nam pomaga očistiti auro, zagotavlja trdnost, stabilnost, mir in vedrino, lajša depresijo in pomaga pri odpravljanju neželenih navad, odvisnosti, predvsem pa odvisnost od alkohola. Krepi intuicijo in jasnovidne sposobnosti. Zelo učinkovit je pri lajšanju težav z nespečnostjo. Zdaj pa kaj naredite s tem? Kamen, ko dobite, tudi ta kamenček, recimo tako, če bi dobili tigrovo oko, naključno, lejte, tukaj ne boste zbirali. Jaz bom čisto naključno dala kamenček, ki čutim, da ga rabite. V glavnem, in kamenček, ko boste dobili, ga najprej sperete pod tekočo vodo, potem pa kamni, to je pa pozor, se vedno polnijo na sončni svetlobi. Se pravi, nikdar jih ne polnite na luni. Vem, tisti, ki poznate to, boste rekli, kaj zdaj Minka uči eno čudno vero. Ja, rečejo, kristali zrastejo v zemlji in se čistijo na temi. Pa halo, korenje tudi zraste v zemlji, pa menda ga ne čistimo z zemljo ali s temo, ampak z vodo. A ne, se pravi, čistimo ga s svetlobo, damo ga na svetlobo. Najboljše je, če ga damo v kristalno posodo in ga za nekaj ur postavimo na sonce. Lahko ga tudi damo med 3 rdeče sveče, v vsakem primeru jih je potrebno očistiti. Potem pa date to v kozarec vode, date vodo noter in v glavnem imate že pripravljen eliksir za naslednje jutro. Recimo, se nekaj ur bate pač kristalček v vodi, da informira vodo in je to to. Tako da v glavnem, lahko boste dobili rdeč kamen. Rdeč kamen je sadelit oziroma jaspis, je oranžen kamen. Te dva sta povezana s korensko čakro, s spolno čakro in delujeta na to, da krepi našo samozavest, našo, kako stabilno stojimo tukaj v svetu. No, tako da, to je moje darilo vam za vso podporo, v zahvalo, ker na koncu koncev naj energije tečejo, to je ta najbolj pomembno. No, zdaj pa, glede na to, da, ja, zame to zdaj posebno obdobje, res julij, nova energija, nov dih življenja. No, pa pojmo še na karte prehodu, novo dobo, da vidimo,
kaj stvarstvo sporoča, pa ne samo meni, ampak tudi vam ne nazadnje, ki gledate tale video, kaj je zdaj pomembno, na polovici leta smo, pred nami je Zemlja že, Sonce že odhaja proti novemu vdihu, ki se zgodi z zimskim solsticijem. Se pravi, ta dan se krajša in kaj je zdaj za vas pomembno, ker nekako gremo v zaključevanje tega leta, oziroma, zdaj, če jaz gledam 7., 8., 9., 10., 11., 12. mesec, v osnovi so to meseci, kjer pobiramo pridelke. No, in da vidimo, kaj sporoča stvarstvo za vse vas, za vse nas, ki smo na poti duhovnega preporoda. Stvarnik, izvorna koda. Jaz sem izvor, to je karta 61. Eno sem z izvorom, jaz sem izvor. Na svet sem poslana, pa ne samo jaz, tudi ti, svetla duša, ki gledaš to, da blagoslavljaš. Na svet si poslana, da širiš sporočilo upanja. Na svet si poslana, da ljudem pokažeš pot. Na pot si poslana, ali pa na svet si poslana, da ljudem sporočim resnico, da smo vsi ljubezen, ker jaz sem ljubezen in ti si ljubezen in vsi smo odtenek ljubezni. In to je v bistvu tisto, kar širimo v svet, nianse, odtenke ljubezni. Da vidimo, naslednje sporočilo je pa prišlo, čiščenje karme, zaključevanje. Vem, da se mnogi ustrašijo te lekracije, Katarine Vidmar, ki rečejo, ne, to je slaba karta, pa ni. Čiščenje karme je v bistvu zaključevanje nekih ciklov, zaciklenih zadev, zaključevanje nekih procesov, ki smo jih mogli dati skozi, in to je toliko dobro, da se zaključujejo. Svobodna sem, osvobajam se starih vzorcev, tega ne potrebujem več. Lahko rečete, osvobajam se starih odnosov, osvobajam se starih krajev, osvobajam se prerasle službe. Čas je, da odstranim vse stare vzorce, da prečistim vse nezdrava prepričanja, da sprostim vezi in nemir, da se osvobodim. V mojem srcu je popoln mir. Lahko premagam svoj največji strah, svobodna sem, stvarstvo me podpira. No in dajmo pri teh karmičnih zadevah. Glejte, ker ste svetloba, delate svetlobo, se pravi, drugim ne želite nič slabega. In kakor preklinjate druge ljudi, pomeni, da povzročate slabo. Zato, če želite, da se vam ne vrača slabo, ne, zato, ker to je cikel, vse dobiš nazaj, blagoslavljajte tudi tiste situacije, ljudi, dogodke, ki mogoče po človeški sodbi si ne zaslužijo blagoslova. Ampak rečete enostavno, blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Samo to. Blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Moj svet je miren. In vse čistijo, vem, da pri vseh, dajte to ponavljati, ker če vi blagoslavljate v imenu svoje ljubezni, je lahko ta blagoslov začinjen z jezo ali pa sovraštvom, ali pa te začimbe niso ta prave. Zato pokličite na pomoč Kristusovo ljubezen, Kristusov žarek svetlobe in boste videli, da enostavno se napolnite z novo energijo in nove vibracije. V sebi ustvarjam nove vibracije, vsa svetlobna bitja mi pomagajo narediti korak naprej. Sem na pravi poti in vam preverjam naprej, to je sporočilo, karta 23 je sicer tukaj, tukaj nemška imam pred sabo in sem večkrat zamenjala sporočila, ampak v glavnem nove vibracije, 23, sem večkrat, se jo bom najdla, brez skrbi. Nove vibracije, ustvarjam nove vibracije, kar ne pokaže se mi, ampak nič hudega, čakajte, če jo bom zdajle najdla, tale je. Selitev v nov dom ali sprememba mesta zaposlitve je tik pred vrati, mirna sem. Vse se dogaja po božanskem načrtu. Zaupam, ko bo pravi
čas se bo selitev zgodila na harmoničen način. To zmorem. V moje življenje prihaja vse, kar potrebujem. In v vaše življenje prihaja vse, kar potrebujete. Pred vami je sprememba. Ne bojte se sprememb. Spremembe so dobre. In vi ustvarjate v sebi čist nove vibracije. In slikajte si to, kar vi želite. Tam, kar vi želite. Službo, ki jo vi želite. Partnerja, ki ga vi želite. Finančno obilje, ki ga vi želite. Kraj bivanja, kjer si vi želite živeti. Slikajte svojo srečno bodočnost. Nihče, nobena zlobna duša okrog vas vam tega ne more preprečiti, zato ker vi imate svojo notranjo moč, da lahko slikate. In to, kar slikate, to, kar razmišljate, to se ustvarja na ekranu vašega življenja. Ker mi smo tako božanska bitja, tako močni, tako močni. Zato samo slikajte nove vibracije in boste videli, vse se bo zgodilo, tako kot slikate. V sebi imamo moč. Joj, jaz tako svetlo vidim naprej. In zdaj, če je to sporočilo zame, juhej! In sem prepričana, da je tudi sporočilo za vas, ki tole gledate. Gremo še na eno sporočilo. Kaj je ta trenutek pomembno? Ja, kar praznujemo. Nadangel Ariel. To je moj angel. Moj angel je nadangel Ariel. Nadangel Ariel nosi jasnovidna sporočila. Nadangel Ariel, jaz ga zaznamem tako, da hodi pred mano, čisti poti. To je angel, ki je uprizorjen z levom in ima tako moč, ampak res moč v sebi. Mislim, samo prosti ga moramo za pomoč in ni zdaj rečen, če je moj angel, da pol ne more biti vaš. A veste, vsak ima nekega vodnika. Nadangel Ariel, prosim za pomoč. Nejasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. V meni je duhovna moč. Imam sposobnost, da stvari vidim drugače in bolj jasno. In tudi ti imaš sposobnost, da stvari vidiš bolj jasno. In da jih vidiš. Prepusti se božanskemu vodstvu. Prepuščam se vodstvu angelov. Sem v stanju ljubezni. Človeštvo me potrebuje, da božansko ljubezen in svetlobo usmerjam odnose, ki naj se spremenijo. In to je spet energija blagoslova, ko enostavno damo roke pred seboj in slikamo to, kar želimo, da pride. Tako da, sem tako, da pogledam, nimam duše tukaj, ko imajo duše žur, kje imam duše, ko imajo duše žur. Nadangel Ariel, vam bom vseeno še kakšno sporočilo nadangela Ariela prebrala. Nadangel Ariel je res angel, katerega ime pomeni Božja moč in pravica. To je ženska energija. Ženska energija, ki je v milini, graciji, ki je v spoštovanju sebe. Ja, dame, najprej sebe in ja, vi moški, najprej sebe in seveda tudi drugih. Moč, ki je v sočutju. Moč, ki je v povezovanju v najvišje dobro. Moč, ki je pravična. Povezana je s čistim obiljem vsega dobrega na vseh ravnih. Čista blaginja. Ariel je največkrat upodobljena z levom in v glavnem odeta je v zlat plašč, ki ga prekrivajo zlati lasje in v rokah drži zlat rog, iz katerega kipi čisto zlato. In to se vam bo zgodilo in to se nam dogaja v življenjih, ko prosimo za pomoč. Nadangel Ariel govori, bodi v svetlobi, živi svetlobo, deluj skozi svetlobo. Osvetljuje nam pot naprej, čisti karmične vezi in ureja srečanje dušnih partnerjev. Nanjo se lahko obrnemo vedno, ko opazimo nesoglasje v nas samih, ko se nam po umu vrtinčijo temne misli in jo prosimo, naj nam osvetli zdravilno zlato Božjo svetlobo misli. Nadangel Ariel pokličemo na pomoč vedno, ko občutimo energijski napad in v glavnem takrat samo rečemo, naj se vse kreacije temnih misli drugih ljudi vrnejo k svojemu izvoru. Samo to. Vsak naj dobi svoje in je to to.
prosite nad angele, angele v nebo vzete mojstre in ja, naj bo to sporočilo, lejte, ja, zame se je zgodil nov dih energije, to tako čutim in ta nov dih energije, wow, čutim, da sem naredila mogoče pa že kakšen premik v življenju. In enako želim tudi vam, naj se zgodijo v vašem življenju premiki, dovolite, da se zgodijo in predvsem počistite vse, kar je slabo. In zdaj so še v nebo vzeti mojstri prišli tukaj, ko sem obrnila karte in seveda podpira me vse stvarstvo. Moja v nebo vzeta mojstrica je Mati Marija. To čutim dejansko tukaj ob sebi in vsak ima nekega mojstra, ki ga spremlja. Nenazadnje, moje krstno ime je Marija, Minka in Marija. In glejte, ni naključje, da imate tako ime, kot ga imate, ker točno to ime vibrira z vami. In točno to ime in ta zavetnik je tisti, ki vam pomaga pri tem, da na vaše ime se vedno odzove, ker je to vaše ime. Tako da ja, uživajte, vse dobro vam želim in ja, seveda ob naročilu dobite kristalček v zahvalo, ja, za vse dobro, za vso podporo, tudi za vse lepe misli, ki jih prejemam od vas. Lejte, absolutno je 99% res lepih misli. Ja, vmes se najde kakšen, ki dela, ki širi temo, ampak nič hudega. In vam teh 99% ljudi se zahvaljujem za vse dobro, kar delate v življenjih, v svojem življenju, v svoji družini in kar širite v svet. Tako da vse dobro vam želim in hvala iz srca za vso podporo.